Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil proti Čedadu, med potjo pa vam bom povedal, kako sem rešil svojo zimsko obutvijo. Danes imamo spet en čudovit dan, druga polovica decembra, 6 stopinj Celzija. Pravzaprav, ko sem videl vremensko napoved za ta teden, sem kar vzel 5 dni dopusta in ga izkoristil za kolesarjenje. In moram reči, da mi ni popolnoma nič žal. Tisti, ki me spremljate na Stravi, ste moje podvige lahko videli v živo, video pride pa zmeraj iz par dni zamude. No in tako, ko sem bil doma, sem se pač odločil, da si za letošnjo zimo kupim eno kvalitetno zaščito za noge, da me pri kolesarjenju več ne bi tako zeblo kot prejšnja leta. Namreč, ko sem objavil tisti video o zimskih oblačilih, sem dobil ogromno komentarjev, kjer sem videl ogromno različnih fint, ki jih uporabljate. Precej kolesarjev je pa povedalo, da jih zelo rado zebe v noge. Tako kot mene že vsa leta, kljub različnim trikom in različnim načinom obuvanja, kar sem sprobaval, nisem še uspel pogruntati ene dobre opcije. Vse komentarje sem seveda skrbno preučil in se na koncu odločil, da si kupim nove nogavice in galoše. Zdaj grem sprobat na eno 3-urno vožnjo, na koncu videa vam pa povemo ceno in pa tudi en moj hek za najnižje temperature. Sej, razmišljal sem tudi o zimskih čevljih, ampak na koncu sem se odločil, da jih tukaj na Primorskem ne rabim. Zime so mile in ne preveč mrzle. Če bo pa prav super hladno, bom pa pač ostal doma. Za nogavice sem si odločil, da si kupim Castelli Quindici Antracit. To so debele zimske nogavice iz merino volne, sive barve. Na Extreme Vital sem jih dobil za 17 evrov in to je ena od takih stvari, ki jih lahko komot kupiš preko interneta brez pomerjanja. In zanimivo, ko sem imel nogavice že naročene, mi je preko Instagrama en gledalec poslal zasebno sporočilo, kjer mi je svetoval nakup točno teh nogavic. Celo barvo je zbral isto kot jaz. Nogavice imajo na spletni strani 8 ocen, vse ocene so čista petka. Tisti uporabniki, ki so komentirali, so povedali, da so nogavice zelo tople, da dobro grejejo, da dobro ščitijo tudi okoli gležnjev, če imaš nizke čevlje. Skratka, res sami pozitivni komentarji. Seveda, nogavice ne grejejo, ker nimajo noter nobenega grelca, ampak zelo dobro zadržujejo toploto. Narejene so iz 65% merina volne, ostalo so neki drugi materiali. V glavnem zaenkrat lahko samo pohvalim, da so res, res tople. Sam poglejte, kako je lepo. Plavo nebo v daljavi, zasneženi hribi, čudovito. Ok, glede nogavic samo še to, da ta model Quindici, to po italijansko pomeni 15, se pravi nogavice so visoke 15 cm, tako da ne tiščijo čez meča. Če vam to mogoče ne ustreza, potem si izberite rajši kakšne daljše oziroma višje. Zdaj po pol ure vožnje imam še zmeraj tople noge v njih in se super počutim. Če smem glede toplih ali pa mrzlih nog, še en dobromeren nasvet. Z oblačili morate poskrbeti, da vam bo tudi zgoraj toplo. Ker če bo trup ok, potem telo nima nobenega razloga, da bi pošiljalo kri iz nog v jedro. Evo, lega tam v daljavi Matajur. No in potem sem se odločil, da si za dedka mraza kupim še nove galoše. Tiste moje stare od Northwave so že vse uničene, celo od spredaj desna je raztrgana, ker zmeri pač z njo stopiš po tleh, ko se ustaviš na kakšnem semaforju.
Zadrge od zadaj so se že zdavnaj pokvarile, tako da mi je potem mama gor našila tiste ježke, tako da sem galoše še zmeraj uporabljal, ampak seveda je bilo pa čutiti, da od zadaj pride noter mrzel zrak. Odločil sem se za galoše Castelli Pioggia 3. Pioggia sicer po italijansko pomeni dež, kar pomeni, da so te galoše vodoodporne, ampak so pa primerne tudi za zimske dni, nekje deklarirano od -2 do +12 stopinj Celzija. Zunanja stran je nepremočljiva, na notranji strani je pa tak material kot neki flis, ki zagotavlja toploto. Od zadaj zadrgica je zelo kvalitetna, kar sem do zdaj poskusil, tudi natikanje galoš je zelo enostavno. So super elastične, tako da ni bilo nobenega problema. Na zgornjem robu imajo en tak silikonski trak, tako da galoše ne drsijo dol po nogi, hkrati pa tudi preprečuje, da bi noter prišla mokrota. Na spodnjem delu imajo galoše en tak poseben trpežen material, zato da se ne uničijo tako hitro, ko hodiš z njimi po tleh. Zdaj, glede na to, da so vodoodporne, bi imel mogoče pomislek za tiste, ki se jim bolj potijo noge, da to mogoče ni najboljša odločitev. Jaz zaenkrat čutim, da imam noge še zmeraj suhe in galoše so mi super in nogavice tudi. Ampak opozarjam, če pa kdo beleži ta problem, da se mu noge potijo, naj pa rajši preveri mogoče kakšne bolj zračne galoše. Zdaj, galoše so bile, če govorim na pamet, okrog 60 evrov. Meni je trgovina Extreme Vital potem dala 10 evrov popusta, zato ker sem se prvič registriral pri njih. Potem seveda 5 evrov je bila poštnina, tako da se je tisto malo izničilo. Ampak vse skupaj sem plačal 71 evrov za Castelli nogavice in Castelli galoše. Zaenkrat po 20 km super zadovoljen. Vse te linke od nogavic in galoš bom dal od spodaj v opis videa. To ni nič sponzorirano, sem kupil s svojim denarjem. In tudi ocena na koncu videa še nič ne obljubim, če bo lepa ali bo grda. Ma sam kakšno vreme sem jaz izkoristil za dopust. Danes je že 7. dan neprekinjenega kolesarjenja, vse dni sončno, krasno, toplo. In ko sem danes zjutraj gledal napoved za naslednji teden, da bo celo neki dež tam proti Božiču, vem, da je bila to dobra odločitev. Tle je pa še neki popolnoma nov asfalt. Tako po eni uri vožnje imam noge še zmeraj tople, normalno lahko migam s prsti, super se počutim. Po moje, da sem rešil vse svoje zimske probleme s temi galošami in nogavicami. A zdaj vidim pa še Krn. Krn, Matajur, tam pa ne vem, kaj je že neko italijansko hribovje. Ker prej je bilo tako, da sem imel ene navadne zimske nogavice, niti ne znam popisati iz kakšnega materiala, take, kot da bi jih kupil v Mercatorju. In tiste galoše od Northwave-a, že vse uničene, so spuščale noter mrzel zrak. Po eni uri me je že fajn zeblo v noge, imel sem že vse trste prde, včasih so me prsti tudi prav boleli, ker so bili pač otopeli, okorni, ni se jih dalo premikati. Ampak to kolesar pač potrpi za tistih par ur, ko greš na teren, tiste 2-3 mesece v letu, se vse to zdrži. Jaz jo zdaj tako lepo pičim proti Čedadu s tako potovalno hitrostjo med 25 in 27 na uro, ker se mi prav ne da nabivati. Tako lepo mi je na tem soncu, upam, da bo čim dlje časa trajalo. Zdaj ta video bo objavljen
takoj v začetku zime, 22. decembra. Potem bom pa pripravil še enega, ki bo objavljen 29. decembra. In sicer bom naredil en tak povzetek leta 2021. Potem pa nadaljujemo naprej v januarju, kakor po ustaljeni navadi. Drugač pa sem super zadovoljen tudi s tem zimskim dresom Focus. Sej, tako bi rekel, nikoli ni bil problem, da bi me zeblo po stegnih ali pa po trupu, po rokah. Ampak vseeno je boljši občutek, če imaš eno tako malo bolj kvalitetno opremo, ne pa tisto iz Hoferja za 20 evrov. Smo pa s pomočjo komentarjev na YouTubu ugotovili tudi, da največja zimska tegoba niso oblačila, mraz, cesta, ampak to nizko sonce, ki tako hitro zaide, da popoldne nimaš nobenega časa iti na kakšno kvalitetno kolesarjenje. Prav tako je komentiral nekdo iz medicinske stroke, da se ne prehladimo zato, ker bi bili prepoteni na mrzlem zraku, ampak so povzročitelji prehlada zmeraj virusi oziroma bakterije. Evo, na hitro par utrinkov iz čedada, pol pa šibam naprej. Ok, zdaj po skoraj 3 urah kolesarjenja, približno 70 km, bi lahko dal oceno. Galoše in nogavice, jaz mislim, da je bil to izvrsten nakup, se strinjam z oceno 5. Noge so tople in suhe, ta kombinacija meni super ustreza, nekje na razponu med 5 in 12 stopinj Celzija. Če je več kot 12 stopinj Celzija, itak dam že kratke hlače in navadne nogavice. Lahko povem, da sem v drugi polovici vožnje čutil okrog prstov tak hladen zrak, hladen občutek. Prsti so bili še zmeraj gibčni in brez bolečin. In tudi zanimivo, ko sem se ustavil recimo v semaforju, ko ni bilo več tistega nabivanja mrzlega zraka s prednje strani, ko je sonce malo pogrelo, so se takoj segreli nazaj in sem spet lahko kolesaril kakor prej. Za tiste dni, ko bo manj kot 5 stopinj, pa ko mogoče tudi sonca ne bo, vam bom pa zdaj razkril svoj hek, kako se mislim obuti za take pogoje. Najprej seveda Castelli nogavice in čez kolesarske čevlje, potem pa časopisni papir za izolacijo, preko njega Castelli galoše, čisto na vrhu pa še stare Northwave galoše. To mislim, da bi moglo zadostovati vsaj do ničle, če ne še kaj nižje. Dobro, počasi se približujem svojemu domu. Krasen dan je za mano, lep izlet. Hvala vam za pozornost. Če je koga od vas zamikalo, naj še sam naredi en krog. Link od Strave, kjer sem se vozil, bom dal od spodaj v opis tega videa. Drugač pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!